Lokev je vas na Krasu, blizu Kobilarne Lipica. Na koncu te vasi je pred 1000 leti stala Jegričeva hiša. V njej je živela revna, dobra, skrbna žena, Jegričeva mati s hčerko Marinco. Nekega dne sta obe šli v gozd nabirat dračje. Prišli sta do jame Vilenice, v kateri so takrat živele vile. Danes je ob vhodu v to jamo gmajna, v tistih časih pa so tam rasla velika mogočna drevesa. Pod veliko lipo sta Marinca in njena mati zagledali 3 vile. Bile so čudovito lepe. Imele so dolge zlate lase, ki so jim segale skoraj do tal. Ena od vil je ukazujoče rekla Jegričevi materi: Mati, danes leto boste pripeljali svojo hčer prav na to mesto. Odpeljale jo bomo s seboj. Obupana mati je jokala noč in dan, a vedela je, da gorje tistemu, ki vil ne bi ubogal. Marinca je tolažila svojo dobro mater, a tudi sama se je bala dne, ko jo bo morala zapustiti. Minilo je leto in Jegričeva mati je peljala Marinco k lipi v gozdu. Tam so že čakale vile in odpeljale so deklico v jamo Vilenico. Jegričeva mati pa je odšla domov, se zaprla v svojo borno kočo in ni je bilo več na spregled. Marinca je v Vilenici občudovala podzemske dvorane, kjer se je vse lesketalo. Vilenica je tedaj imela 30 krasnih soban. Marinca je dobila nalogo pomivati, pometati in kuhati. Imenitno se je godilo. Jedla in pila je, kolikor je hotela, poslušala je vile, ki so prelepo prepevale. Vendar, četudi je bilo Marinci v Vilenici lepo, je pogrešala svojo ljubo mamo, ki jo je imela mnogo rajši kot vse dobrote in lepote Vilenice. Vile so kmalu spoznale, da jih Marinca ne mara, zato so se odločile, da se jo bodo znebile. Nekega večera so ji rekle: Marinca, jutri zjutraj pojdeš na gradišče in nam od tam prineseš 3 pomaranče. Naslednjega dne so vile odpeljale Marinco na bližnji hrib in ji od tam pokazale grad, ki je stal na hribu Gradišče, nad krajem, kjer je danes vas Prelože. Deklica je vedela, da je dobila težko nalogo, zato je vso pot jokala. V gozdu je srečala starega moža. Zakaj pa jočeš, deklica? Jo je vprašal prijazni starec. Ko mu je povedala, kakšna naloga jo čaka, je starec dejal: Tu imaš 5 reči Marinca. Vzemi jih, ker jih boš še danes zelo potrebovala. Dal je nekaj žebljev, stekleničko olja, košček kruha, metlo in vrv. Deklica se mu je lepo zahvalila in odhitela po poti naprej. Prišla je do gradu in se ustavila pred velikim grajskim jarkom. Prek njega je bil položen most, a bil je star in trhel. Marinca je vzela žeblje in kamen ter desko za desko čvrsto pribila in tako je varno prišla čez popravljeni most. Prišla je do železnih vrat z ozorjavelimi zapahi. Z oljem, ki ji ga je dal starec, je namazala zapahe in z lahkoto odprla grajska vrata. Za vrati pa je Marinco napadla množica sestradanih psov, a deklica je hitro segla v košek in zagnala mednje kruh, ki ji ga je dal dobri starec. Psi so planili na kruh,
Marinca pa je medtem nadaljevala pot do velikega grajskega dvorišča. Tam je stala žena in s koncem svojega krila pometala dvorišče. Marinca je stekla k njej in ji dala metlo. Na naslednjem dvorišču je videla staro ubogo ženo, ki se je trudila, da bi iz vodnjaka izvlekla vodo. Ni imela vrvi. Marinca ji je ponudila vrv. Privezali sta jo na vedro in zlahka sta izvlekli vodo iz vodnjaka. Marinca je tekla naprej in našla stopnišče, ki je vodilo do velike sobane, kjer je videla dremajočo starko. Na zlatem krožniku poleg nje so bile 3 zlate pomaranče. Marinca se je tiho priplazila do pomaranč, jih zgrabila in zbežala. V tistem trenutku pa se je starka zbudila in zavpila ženi pri vodnjaku. Ustavi jo, ukradla mi je pomaranče. Tega ne bom storila, je odvrnila žena. Ta deklica mi je pomagala. Medtem je Marinca pritekla do žene z metlo. Ubij tatico, je vpila razjarjena starka. Ne bom, je odgovorila žena. Hvaležna sem tej deklici. Raztrgajte tatico, je starka kričala psom ob grajskih vratih. Ne bomo, hov, so bevskali psi. Dala nam je kruha. Vrata, zaprite se, zaloputnite se, je rjovela stara graščakinja. Ne, so zaškripala vrata. Medtem je bila Marinca že pri mostu. Most, poderi se, vrzi tatico v prepad. Ne bom, je zagrmel most. Razmajan sem bil, a ta deklica me je popravila. Graščakinja ni mogla več preprečiti njenega bega in Marinca je bila rešena. Pritekla je v vilenico in dala vilam 3 pomaranče. Vile so se čudile, da se je Marinca živa in zdrava vrnila z gradu. Bile so zelo zadovoljne in so Marinco vprašale, kaj si želi za plačilo. K materi bi rada se vrnila, je zaprosila deklica. Vile so njeno prošnjo uslišale. Dale so ji veliko dragocenih daril in še tisti dan je Marinca objela svojo mamo in srečno sta odtlej živeli do konca svojih dni.